To smo mi, ko imamo slab dan, ko se že zjutraj zbudimo vsi slabe volje. In kaj se dogaja z našim energijskim poljem? Naša energija je ježek. In vsi ste že kdaj doživeli, da ste imeli super dan, že zjutraj, ko vstaneš, veš, ti si občutek, danes je bolj dober dan. In potem te na cesti, takoj zjutraj, ko peleš se v službo, takoj na cesti eni sil. Pa se sploh ne razburaj, se že v redu, če se ti pa toliko mudi, pa pej naprej, ne. Pa prideš v službo, pa je sodelavka slabe volje, pa si ti misliš, pa se ji nasmehneš, pa rečeš, sej bo, tudi kakšen tak dan pride, ne. Pa se ti dogajajo stvari, ki bi te lahko vrgle iz tira, ampak te ne. Zakaj te ne? Ja, zato, ker si ti sam s sabo dober. Drug dan se pa zjutraj zbudiš, pa že zjutraj veš, da si slabe volje, ne. Poznamo vsi to, se zjutraj zbudiš in si rečeš, a to je en tistih dni. In greš v dan in se lahko iste stvari zgodijo. Oseba ti sil prednost in si rečeš, butelj, kdo ti je dal vozniški izpit? In potem prideš v službo in je sodelavka slabe volje in si rečeš, s kakšnimi ljudmi moram jaz delati, ne. In potem se dan odvija in tebi gre vse na živce. In se ta tvoja energija sam še potencira in te v bistvu vse zmoti. In prideš domov in zato, ker te partner ne pogleda na točen tak način, ki si ti hotela ali pa hotel, je vse narobe. Kaj je razlika v teh dveh scenarijih? Ne zunanje okoliščine, ampak naša notranja nastavljenost. Kako smo mi nastavljeni? Kakšna je naša frekvenca? Kakšna je naša vibracija? In naša vibracija ustvarja našo situacijo, kar pomeni, če bomo mi skrbeli zase in si dajali ljubezen, si dajali pozornost, takrat bo naša vibracija ljubezen. In ne samo, da nas ne bodo znervirale stvari, ki se zgodijo, zato ker bomo mi v ljubezni, se bo naša okolica odzvala na nas drugače. In te bodo ljudje želeli kar objeti, te bodo kar darila nosili, se bodo lepo počutili ob tebi. In v bistvu glavna naloga je resnično to, da prepoznamo, da v življenju nimamo moči spreminjati druge ljudi. Prvič ne moramo, drugič to ni naša naloga in tretjič pač izgubljamo fokus, če to počnemo. Izgubljamo energijo. Naša naloga je, da poskrbimo za svojo vibracijo. Da poskrbimo, da smo mi v dobri energiji. Da poskrbimo, da se mi dobro počutimo. In ko mi poskrbimo zase in damo fokus vase, takrat se dejansko okrog nas ustvarjajo situacije, ki so podaljšek naše energije. In zdaj vam želim narisati dve energijski stanji, v katerih se lahko znajdemo. To smo mi, ko imamo slab dan, ko se že zjutraj zbudimo vsi slabe volje. In kaj se dogaja z našim energijskim poljem? Naša energija je ježek. Zato, ker imamo tako energijo, vse odteka. Ljudje se ne želijo družiti z nami, denar kar kopni, pa si rečeš, ravno sem plačal dobil, zdaj ga pa že kar več ni, kako je to mogoče. Slabo se počutiš, tvoje telo začne kazati, da pozabil si nanj, odnosi, vse odteka. In pa se sprašuješ, zakaj mi nič ne gre, zakaj je življenje tako kruto, zakaj me ta ne mara. Pozabljaš pa, da je tvoja okoliščina oziroma tvoja okolica posledica tebe. In v tem stanju se znajdemo takrat, kadar ne skrbimo zase. Čisto preprosto. Kadar hitimo, kadar se bolj ukvarjamo z drugimi kot sabo, kadar si pozabimo dati dovolj počitka, kadar špricamo pri hrani in pri pijači in pozabimo jesti, kadar pozabimo nase, kadar si pozabimo reči, rada te imam, rad te imam, v redu si, kadar smo ignorantski do sebe. To je eno stanje in to je stanje upora.
Potem obstaja pa še drugo stanje. Smo pa ful dobre volje. Lasje nam kar po koncu stojijo, ker smo tako dobre volje. Zato, ker smo si dali dovolj časa, da se spočijemo. Zato, ker smo rekli ne osebi, s katero se nam res ni dalo družiti in smo rekli, poglej, jaz potrebujem mir, potrebujem čas zase, te bom poklical, ko se bom želel s tabo dobiti. In kaj se zgodi? Naša energija je takšna, ovalna, čudovit balonček, kot milni mehurček. A veste, oni zapihati? Tako lepo se sveti. In ker je to naše energijsko stanje, vse teče k nam. Ker smo v lepi energiji, denar reče, poglej, ta me bo imel pa zelo rad. Ker je v sprejemanju sebe, ker on sprejema darila, grem tja in denar pride. Ljudje te začutijo in ker začutijo, da bi te radi poklicali, da bi se radi s tabo dobili. Ker zavibriraš, magneten si, privlačen si. In ker je tvoja energija ovalna, tak ovalen balonček, vse teče k tebi. Tvoje telo se sijajno počuti. In torej, to je stanje pretoka. To je stanje upora. In to ni tako, da samo v enem stanju si in potem si v tem stanju. Mi ves čas skačemo. Enkrat se znajdemo, da smo totalni ježki, totalno v uporu, drugič se znajdemo, da smo v pretoku, da smo v užitku, da vse teče. In v bistvu naša naloga je dejansko samo prepoznati, da ko si ježek, moraš nekaj narediti, da se spraviš nazaj v milni mehurček. In v bistvu, zakaj sem vam to narisala? Zato, ker si res želim, da si znate prav predstavljati, kaj se dejansko zgodi z našo energijo. Ko mi lepo skrbimo zase, ko lepo skrbimo za svoje telo, ko lepo skrbimo za sebe, da gremo za tem, kar nas pokliče, da si damo stvari, ki so nam pomembne, da rečemo ne stvarim, ki niso naša top izbira, da se imamo radi tudi na dneve, ko gremo sami sebi na živce, da si rečeš, obsojam se, ampak v redu je, v redu sem. Tudi taki dnevi pridejo, v redu sem. Da dejansko si sam sebi pomemben in dragocen. Takrat je naše stanje in naša energija takšna, ovalna, kot mehurček. Ko se pa znajdemo v ježkasti strukturi, ko smo ježki, je pa dejansko naša vibracija zelo groba in vse teče stran od nas. In takrat točno veš, vsi vemo, ko smo ježki. Vse ti gre na živce, vsaka stvar se te dotakne, oseba te samo malo bolj grdo pogleda ali pa te prepozno pokliče, pa je vse narobe. In v bistvu ne gre se za to osebo, ne gre se za situacijo. Gre se za to, da v začetku, predno se je situacija zgodila, že mi nismo bili dobri. In v bistvu naša osnovna naloga v življenju je, da smo pozorni nase. Da nismo ignorantski, da samo šibaš čez življenje, ampak da si pozoren nase in da začutiš, kdaj si ježek in narediš nekaj, da greš ven iz tega stanja. Kako pa gremo iz stanja ježka? Zelo preprosto je. Užitek. Vibracija užitka je tisto, kar nas najhitreje vrne nazaj v pretok. In včasih užitek pomeni to, da si zavrtiš glasbo, se streseš, zaplešeš in se daš nazaj v pretok. Včasih užitek pomeni to, da greš in poješ čokolado. Ja, prva vrsta reče ja. Včasih užitek pomeni to, da dejansko greš popoldne po tuš in stojiš pod tušem 10 minut in uživaš v tem, kako te greje, kako spuščaš stran vso tečnobo in vse. Včasih užitek pomeni to, da se stiskaš s svojim otročkom, ga ljubčkaš in se crklaš.
ali pa da greš na sprehod s svojim kužkom. Različni načini so. Naša naloga je, da prepoznamo dejansko, kaj je tisto, kar nas vrne nazaj v pretok. Ampak to je toliko pomembno, to je toliko osnovna informacija, da moramo ves čas se na to spomniti. In ko bomo imeli sami sebe toliko zelo radi, da nam bo naša energija dragocena, to pomeni, da nam bo dragoceno, da smo čim manjkrat ježki, takrat se bo naša realnost okoli nas začela spreminjati. Takrat se bo tvoj otrok, ki mogoče totalno ne zaobjeme in se noče objemati, noče stiskati kravne, pa zdaj že velik, bo kar naenkrat prišel in bo rekel mami in te bo stisnil. Zakaj? Zato, ker se bo odzval na tvojo vibracijo. Bo tvoj partner, ki te mogoče že dolg let ni zares stisnil z ljubeznijo, bo prišel do tebe in te bo zvečer stisnil tako, kot te je včasih stisnil, z ljubeznijo in predanostjo. In kar želim, da ozavestimo, je, da vse te reakcije ljudi na nas so dejansko naravne, spontane, zgodijo se, ker se v tebi prebudi lepa energija in ljudje jo začutijo in ti želijo dati nazaj. A veste, vsi smo po srcu dobri. Vsak med nami je v sebi dober. In če bi jaz tukaj zdaj rekla, rabim pomoč, a mi lahko pomagaš? A bi mi pomagali? Zato, ker smo v sebi po naravi dobri. Tudi, če bi bil sošolc tamle zadaj, oziroma sošolka, ker moški so tam. Če bi bila sošolka in bi rekla, lejte, to pa to me rani, res rabim podporo, jo bi šli objet. Zakaj? Zato, ker smo ljudje v sebi dobri. In v bistvu, ko se ti zdi, da te življenje tepe, je dejansko samo zato, ker te življenje skozi razne situacije želi spomniti, da moraš se vrniti nazaj k sebi, ker tvoja vibracija ustvarja tvojo situacijo. Naša naloga v življenju je resnično to, da skrbimo za svojo vibracijo, da skrbimo zase, in ko mi poskrbimo zase, življenje poskrbi za nas. To je čist naraven zakon vesolja. V takšni energiji, kot si ti, takšna energija se bo ustvarjala okrog tebe. In če želiš v življenju kakršnokoli spremembo, dejansko se ne ukvari z življenjem, ukvari se s sabo. In ko boš ti dajal sebi sebe, bo življenje prineslo vse to, kar je usklajeno s teboj. Vse to, kar je usklajeno s teboj. Kako prebuditi to dragocenost, ta občutek veličine in vrednosti, da se damo v to energijo, vreden sem, dovolj dober sem, zaslužim si, da se damo nazaj v ta milni mehurček, da se zavedamo, da je življenje tukaj za nas, da nam da vse čudovite stvari, ki jih je naša dušica prišla kreirati in doživljati sem na ta planet, v to življenje. Pomislite, koliko pogosto razmišljate o drugih. Razmišljaš o svojem otroku. Razmišljaš o projektu, o svoji službi. Kako boš speljal tisto stvar, kako boš rešil tisto zadevo. Razmišljaš o ljudeh zunaj tebe veliko večkrat kot o sebi. A pa ti veš, da ti ne moreš spremeniti realnosti druge osebe. Mi ne moramo spremeniti realnosti druge osebe, tudi če nam je najbolj draga, tudi če nam je najbolj pomembno. Kar pa lahko naredimo, je pa to, da vrnemo sebi sebe in smo zgled in pokažemo, kako je lahko zelo lepo živeti. In v bistvu naša prva odgovornost in naloga smo mi. In to je tak velik privilegij, da lahko z najbolj čudovito osebo na tem svetu živiš celo življenje. Pred časom sem šla v Avstrijo na en zdravniški pregled in sem mogla iti sama, zato ker oseba, ki običajno hodi z mano, ni mogla iti.
In potem sem en večer pred tem klicala okrog, kdo bi me peljal, pa drugače se zelo rada vozim okrog. Sam po tem zdravniškem pregledu sem ponovadi zelo utrujena in sem rekla, nič, jaz rabim imeti šoferja. In sem vse poklicala in čisto vsi so bili neki zasedeni, vsi so nekaj imeli. In potem me prešine, Tjaša, pojdi z najboljšo osebo na tem svetu na ta izlet. Sama s sabo. In potem sem dejansko prepoznala, wow, en dan samo zame, sama s sabo, wow. In sem šla samo v drugo energijo glede tega. Nisem bila, joj, a zdaj moram biti pa kar sama. Ampak sem šla v energijo, ful dobro, z najboljšo osebo na tem svetu se boš družila, Tjaša. In to cel dan. Ja, boš po pregledu šla malo po mestu, se boš umirila, spočila in ko boš bila spočita, se boš vrnila nazaj. V redu je. In sem si cel dan namenila, da me je Anja že na koncu klicala tako popoldne, ja, ti misliš kaj domov pridati, ne? Nisem nič slišala od tebe, je vse v redu. Sem rekla, takšno dobro družbo imam, toliko uživam. Rekla, skupaj si, sem rekla sama. In v bistvu v življenju gre vse samo za to, kako si mi stvar predstavimo. Kako mi pogledamo na situacijo. In to, da dejansko lahko vplivaš samo nase, to je toliko velik dar. To je darilo, življenje ti da darilo. Ti čudoviti osebi lahko totalno spremeniš življenje. Daš ji lahko vse to, kar ona rabi. Wow. In dan nam je ta dar, pa ga tako površinsko uporabljamo. Da ko zjutraj vstaneš, si rečeš, danes bo cel dan skrbela zase. Vlaver, kaj hočeš, kaj bi rad? Torej, dajmo res prepoznati, da nam je dan ta dar, da lahko s svojim življenjem delamo karkoli hočemo. Ampak ne tako, da se ukvarjamo z zunanjimi situacijami, ker to je samo kratkoročno reševanje. Ampak da se ukvarjamo z notranjo vibracijo. Ker naša vibracija ustvarja našo situacijo. In bolj kot bomo mi v stiku s seboj, bolj kot si bomo dragoceni, bolj kot si bomo pomembni, ta energija bo dejansko kreirala naše okoliščine. In ko bomo sebi pomembni, bomo drugim ljudem pomembni.